Spoštovane, spoštovani, pozdrav in dobrodošli pri spremljanju oddaje Replika. Leto 2022 je v Sloveniji upravičeno razglašeno za volilno leto. Nedavno so bile državnozborske volitve, jeseni sledijo predsedniške volitve, v mesecu oktobru tega leta pa še lokalne volitve. Navedeno volilno pestro dogajanje bomo skupaj ocenili in komentirali s poznavalcem družbenih razmer in komentatorjem družbeno-političnega dogajanja s Francem Juričanom. Lep pozdrav. Lep pozdrav vsem. Morda bi za uvod predstavil eno, kakšno misel. No, lahko za začetek morda kako anekdoto iz teh dni povezano z malo bolj neresno s temi volitvami. Kliče me malo pred nekaj dnev pred začetkom volitev, me kliče en znan koroški poslovnež in me sprašuje, kako bojo volitve. Pravim jaz, leva sredina bo zmagala. Si siguren? Je rekel, si siguren, da Janša izgubi? Sem rekel, zdi se mi, da bo leva sredina zmagala. Pravi on, v redu. Kaj pa, kateri bojo koroški poslanci prišli? To ga je še predvsem zanimalo, ker je slovenjgraškega konca. In sem rekel, ja, v Slovenjgradcu bo verjetno, nisem profet, verjetno to, kar gledam, poslušam itd., bo verjetno prišel gospod Stojanovič iz Gibanja Svoboda, na Ravnah, tu skratka Mežiška dolina, bo tako kot jaz vidim, še enkrat ponavljam, nisem profet, volitve so res nekaj posebnega, bo prišel v parlament gospod Prednik, ja, pravi, kaj pa spodaj Dravograd, Radlje, sem rekel, to, kar spremljam, bo gospa Alenka Helbl iz SDS. Po volitvah me pokliče, pravi, ja, s tem, da sem še jaz rekel, relativni zmagovalec se pa ne vem, mene je isto presenetilo to Gibanje Svoboda, da je tako nadmočno, bi rekel, doseglo triumf. Sem rekel, relativni zmagovalec je lahko gospod Janša oziroma SDS. On me kliče, pravi, vidiš, si se zmotil, kako se je zgodilo. Sem rekel, ja, v redu. Je rekel, tudi drugo stvar si se zmotil. Ni gospe Alenke Helbl iz SDS not. Čez par dni, ko je not prišla, sem ga mogel poklicati. Sem rekel, kaj vas zdaj? Pravi, bravo, dobiš malco. No, v glavnem neka napoved, ki je bila dokaj, bi rekel, egzaktno točna, razen tistega, bi rekel, relativnega zmagovalca. Pa če zdaj pridemo na ta drugi del ali pa nadaljujemo tole vašo prognozo, državnozborske volitve so 24.4. že na nek način, ki so bile že zgodovina in rezultati so znani. Skratka, Gibanje Svoboda je prijela 41 poslanskih mest, Slovenska demokratska stranka 27, Nova Slovenija 8, Socialdemokrati 7, Levica 5 poslanskih mest. Bi pa pri tem seveda izpostavil, pa bi malo pokomentirala, ta rezultat predvsem so zelo presenetili pri socialdemokratih, ki so po nekih mnenjih doživeli zgodovinsko slab rezultat. Pa v čem, kako vi ta, bi rekel, cel ta volilni rezultat ocenjujete in morda bi katero rekel tudi zaradi česa socialdemokrati tako slab rezultat? No, zame to ni zgodovinsko slab rezultat, rezultat je dejansko slab, ampak zato, če moramo pregledati, zakaj je šlo na teh volitvah. O programu, ki je bil večkrat čisto obrobna stvar, je šlo za glasovanje proti Janši in SDS. In tu se je izbralo 5 strank, tako so pokazali. Gibanje Svoboda, SD, Levica, Lista Marjana Šarca in stranka Alenke Bratušek, torej 2 personificirani stranki. Šlo je za zmago leve sredine. Dejansko pa je res, kar ste rekli.
nikjer po svetu ali pa malo kje imajo SD, socialdemokrati, tako slab rezultat. Tu je bila kolateralna škoda skupnega nastopa. Obenem je znotraj tudi slišim SD določeno nezadovoljstvo, ker rezultat je dejansko slab. Oni imajo le bazo. Ob tem bi pripomnil, 4 stranke imajo nekako volilno bazo. Najmočnejšo moram priznati SDS. SD ima neko bazo imajo tudi Nova Slovenija, krščanski demokrati, in imeli so to bazo tudi Desus, ki so pa zdaj se razbili. SD je dobil sorazmerno slab rezultat. Pa bi zdaj še kot podvprašanje ali pa podkomentar tu rekel, kaj na nek način tu sporoča ta rezultat volitev. A to pomeni, da so dobile politične stranke na nek način nezaupnico in da to pa ni to zdaj prvič, ker mi lahko to nanizamo kar zdaj že nekaj volitev, da vedno znova neko gibanje preraste v politično stranko in potem prepričljivo zmaga na volitvah. To od stranke Mira Cerarja do, pač da ne bom vseh naštel, pa tudi zdaj seveda tule gibanje Svoboda. Po svoje je točno, kar ste rekli. Po drugi strani pa Slovenci zgleda, potrebujemo neko upanje, neko spremembo. In vsakič znova poskušamo najti nekoga, ki bi bil nek odrešenik. Začelo se je z gospodom Jankovićem, ki se pa ni znal pogovarjati, potem z gospodom Cerarjem, z gospodom Šarcem in sedaj presenetljivo visok rezultat za gibanje Svoboda. Jaz mislim, da je med ljudmi dejansko se je dogajalo zadnje 2 leti marsikaj napake vladajoče politike, po moje, in ljudje hočejo neke spremembe, neko upanje. In mislim, da s tem še ni konc. Res pa je, da zdaj, če jaz vzamem, analiziram, upam, da se nisem zmotil, ker imamo le upanje, da bi bilo fajn v tej državi Sloveniji. Gospod Golob je menedžer in on bo okrog sebe naredil ekipo, ki bo po moje ali pa bo vse poskušala dobro delati. Tu ne bo tako, kot je bilo pa pri gospodu Šarcu oziroma pri gospodu Cerarju. To, kar ste zdaj na nek način omenil, je seveda bilo v predvolilnem obdobju v sami kampanji večkrat izpostavljeno, da bojo v bistvu vlado tvorili predvsem po tem strokovnem principu in da ne bo to, bi rekel, v spredju strankarska izkaznica ali pa karkoli. Ampak sedaj, ko se že zaznajo zametki teh, bi rekel, ministrov, lahko rečemo, da ta koncept ni dosledno upoštevan. Zdaj v bistvu več ali manj, rekel, bi težko pritrdili razen nekaterim redkim izjemam, da ne izvirajo iz političnih vrst. Se strinjam. Tudi med mojimi znanci so določena razočaranja na nekaterih področjih, ne smemo pa zdaj, vsaj 3 mesece moramo dati tej vladi možnost, da dela, pa da bomo potem kaj rekli. So določena razočaranja. Dejstvo pa je, da mora gospod Golob nekako le zadovoljiti apetite, da rečem tako, določenih skupin, referenčnih skupin, ki so ga podprle. To je prvo. Drugo, vsi na desni so skočili v zrak zaradi ministrskih mest Bratuškove in Šarca. To je zame zelo pametna poteza. Kaj ti? V kratkem lahko pričakujemo, da se bojo te stranke združile. To so liberalne stranke. Šarčeva stranka je bila celo malo desno, krščansko, liberalna, SAB, tipična liberalna in tudi taka naj bi bilo gibanje Svobode. To se mi ne zdi slabo. Slabo se mi pa zdijo nekatere zadeve, ki se bojo pokazali kot poteze, ali so dobre ali
ali so slabe. Tudi prejšnja vlada je imela nekaj, bom rekel, v narekovajih čudnih ministrov, kateri so bili pa zelo dobri. Gospod Počivalšek, na primer, je veljal za razen njegovih afer, ki so take in take, ampak kot gospodarski minister je veljal za solidnega. Nekaj ministrov je veljalo za solidne, nekateri pa katastrofalni. Umeril bom samo šolsko ministrico Kustečev, na primer. Tako da počakajmo, pa bomo videli. To, kar ste zdaj na nek način komentiral, je seveda se lahko sam pritrdim, ampak sočasno je pač potrebno tudi zdaj odziv te javnosti na nek način tudi povzemati, ker zdaj mislim, da niso samo neke takšne pavšalne kritike, ampak da nekateri zdaj že resno analizirajo te zametke koalicijske pogodbe, ki je tudi slišati z določenih strokovnih logov, da pač so neke stvari nerealne in da bi bilo najboljše za državo, pa za vse skupaj, da jih čim prej pozabijo, ker so neuresničljive. Naprimer, kar neke stvari bi popravljali, ki so pa izven konteksta, morda celo niso, bi rekel, nek refleks politike Evropske unije pa vsega tega. Jaz konkretno čisto ne poznam te koalicijske pogodbe, nekaj pa berkov smo pa slišali, kakšni so. So po svoje šokantni za nekatere. Res pa je, da bom citiral zelene francoske, ki so rekli, zahtevajmo nemogoče, bodimo realni. Skratka, neke stvari, pa tudi naši Korošci pravijo, da nobena juha se ne poje tako, ko se skuha. Tako da jaz bi počakal ena pametna politika. Ravno to sem pogrešal pri prejšnji vladi. Hoče mirno, pravno, pravično in za vse kolikor toliko sprejemljivo družbo, kjer ni protestov, kjer ni hudih negodovanj. In jaz mislim, v kontekstu tega, kar sem rekel, to sem zelo preprosto rekel, tudi vsi ukrepi, eni se napišejo, ni pa nujno, da se tudi izvedejo. No, to, kar ste rekel, je sigurno res, da koalicijske pogodbe so eno, potem, ko se bilance delajo, pa vidimo, da je večina morda malo drugače realizirane ali pa sploh so šle v pozabo. Zdaj, tule prejšnja vlada je na nek način postavila neko razbremenitev plač za ta srednji sloj, če tako rečem. In seveda zdaj ta koalicija v nastajanju, več ali manj tudi v predvolilnih napovedih, so več ali manj predstavili, da bojo to zadevo popravili, pa da bojo razveljavili in tako naprej. Ampak sočasno bi pa pač izpostavil nek podatek, ki ga objavlja OECD, ki pravi, ki kaže, da smo Slovenci ali pa slovenska država krepko na prvem mestu med vsemi članicami po tem odnosu razlike med minimalno in povprečno plačo. Skratka, to kaže na neko svoje vrstno uravnilovko. Uravnilovke pa nikoli niso bile razvojna kategorija. To, kar ste rekli, je res to zadnje. Ampak mi smo vedno, nam je bil tudi glede zdravstvene reforme ali pa teh zadev, ki se bi zdaj ne dogajali v zvezi z COVID-om. Mi smo stalno gledali malo gor proti Švedom. Švedi imajo eno zelo neegalitarno, ampak družbo, kjer so bogataši progresivno obdavčeni. In ne pozabimo, da je v Sloveniji veliko ljudi tudi zelo težko živi in tako dalje. Zdaj bomo videli, kaj se da iz tega narediti. Dejansko pa uravnilovka ni dobra. Zelo dobre strokovnjake na posameznih področjih bi se moralo zelo dobro tudi nagraditi. Predvsem v zdravstvu je to problem, tudi te zadeve okrog prepovedi popoldanskega dela zdravnikov. To je lahko zelo vprašljivo, čeprav se načelno strinjam. Prideš k zdravniku, če imaš denar, si čez 2 dni privat pri njemu na
operacije, če ne, moraš pa čakati leto dni, ne, to, ali pa več. To ni normalno, to je treba nekako regulirati in v tem smislu, če bo gospodu Golobu z Gibanjem Svobodo in s obema dvema strankama, Levico in SD uspelo, bo to po svoje velik uspeh. Je pa zelo diskutabilno, kako se bo to počelo. Sigurno vsaki vladi želimo, da bi na nek način bila uspešna, ker posledično smo pač zaradi tega imamo vsi na nek način boljše pogoje bivanja, to brez nadaljnjega. Vlada, ki odhaja na nek način, se je tudi v predvolilnem obdobju na nek način želela pohvaliti s tem, da ima nizko, bi rekel, brezposelnost, potem da ima visoko gospodarsko rast in še nekaterimi kazalci. Zdaj zadnji kazalec, ki sem ga pa zdaj zasledil, ki pa kaže, da smo mi v prvem tem kvartalu leta 2022 beležimo 9,8% gospodarsko rast. To je v bistvu ena izredno dobra popotnica, sočasno pa tudi izziv za novo vlado, ker to je, bi rekel, enormna rast, če bi tako vzel. In seveda vsak tak rezultat, ki bo šel navzdol, bo bolj kritika kot pa ne. Ali pričakujete, da lahko tudi sedanja koalicija na tem področju ohranja visoko gospodarsko rast? Želje koalicije in tudi napovedi so velike. Kar pa se tiče zadeve, COVID se še ni končal in tudi ukrajinsko, ta zadeva, rusko-ukrajinski spopad, to bo imelo velike globalne vplive, posebej v Evropi, po svetu in v Evropi in mislim, da tudi na Slovenijo. Tako da jaz nisem tako optimističen, lahko se dogaja marsikaj. V bodočnosti upam, da so pravi ljudje na pravih mestih, da bodo sanirali v te visoke rezultate, pa niti ne verjamem. Dejstvo pa je, da je imela prejšnja vlada kar nekaj uspehov. Tudi te bomboni in bombonjere, jaz govorim na splošno, sicer je to naš denar, davkoplačevalski, ampak nekaterim ljudem je to veliko pomenilo. Pa tudi turistični boni itd. So bile neke všečne poteze. Mislim, da bojo te všečne poteze, če se bo še to nadaljevalo, morale se pri novi vladi tudi nadaljevati. Z našim denarjem, seveda. Jaz to vedno vem, da ni to. Tu bi pa še eno stvar, jaz čisto tehnično to gledam. Če bi prejšnja vlada, ko so zahtevali petkovi kolesarji, predčasne volitve, nekako v septembru, če se zdaj preskočimo to, v jeseni, če bi sprejela ta rezultat Gibanja Svobode, ki ga še ni bilo, koalicija ustavnega loka, praktično ne bom rekel razbita, ampak v slabi, bi imela zelo dober rezultat. Ampak SDS z Janšo na čelu se za to ni odločilo, rezultati so bili korektni, naslednji val COVID-a se še ni pojavilo, ukrajinsko-ruske zadeve še ni bilo, ne bi bilo stanje na političnem prizorišču tako, kot je zdaj. To verjetno je lahko tudi ta, bi rekel, razlog, bi rekel, tisti, ki je na nek način navrgel neko novo opcijo, ravno tisti, bi rekel, protesti v petkih so več ali manj, bi rekel, konstantni in jasno so ustvarjali neko družbeno klimo, ki ni bila v prid aktualni vladi. Ampak koliko so bili ti protesti upravičeni, naj pač vsak sam prisodi, ampak so pa bili konstantni in jasno, da so definirali neko politično klimo. Kot rečeno, rezultati teh volitev so znani in več ali manj tudi o tem ni več kaj za debatirati, vendar nekateri še vedno izražajo neke določene pomisleke o teh, da bi lahko bilo tudi kaj narobe pri Republiški volilni komisiji. Pa kako vi to mislite? Ker nekaj napak se je izkazovalo. Jaz sem osebno včasih poznal tega gospoda Vučka, ker smo bili v LDS.
daleč nazaj, zdaj že dolgo nisem v nobeni stranki. Jaz verjamem, da so čisto legalni in bili tile rezultati. Dejstvo pa je, da toliko kot napak, kot je naredila Državna volilna komisija pri teh volitvah, to se jaz ne spomnim. Začnimo z onimi glasovnicami, ki niso bile poslane, ne podtipkani, zmanjkalo, požigosani, zmanjkalo je glasovnic, potem mandati so bili napačno izračunani za to. Mislim, žal, da bi nekdo moral to sprejeti neke konsekvence in osebno mislim, da bi gospod vsaj ponuditi mogel odstopiti. Omenili ste tudi krizo, vojno v Ukrajini, seveda, ki pomembno vpliva na vso to dogajanje, ne samo lokalno tu v Sloveniji, ali v Evropi, ampak je to, zadeva, vsi jo čutijo v svetovne razsežnosti, ta vojna seže. In seveda, mi imamo zdaj tudi v okviru te koalicije neke kar določene pomisleke, da bi financirali Slovensko vojsko, nekateri pa celo razmišljajo, da bi bilo umestno se izčlaniti ali pa izstopiti iz zveze NATO. Pa kako vi zdaj to gledate ob tem, da nekatere že dolgoletne nevtralne države pa zdaj pišejo prošnje za vključitev v zvezo NATO? Skratka, ali smo mi tu, z takšnimi zadevami, na nivoju nekega racionalnega razmisleka, ali so to bolj kar tak navržene zadeve brez premisleka? Zelo zanimivo vprašanje. Recimo, jaz osebno sem vedno v težavah pri tem razmišljanju. Jaz nikoli nisem bil velik pristaš, da smo vstopili v NATO. Obenem nam pa to članstvo v NATO daje eno določeno varnost. To je nedvomno. Naslednja stvar pa je, da kje zdaj mi delujemo. Prej smo na Kosovo, v Iraku in tako dalje. V Bosni pa. Bosni. Skratka, ne na svojem področju. Tu ima levica določeno prav okrog tega tudi v Rusiji, zdaj rusko-ukrajinska zadeva. Več orožja, ko bo šlo v Ukrajino, jaz ne rečem, da bi se morali Ukrajinci enostavno, ampak več orožja, ko bo šlo v Ukrajino, več bo tudi mrtvih. In to predvsem me se zdi Ukrajincev. To je zdaj zelo diskutabilno, kar sem rekel. In tudi tile, ne vem, če so glavna stvar tistih 45 bokserjev ali ne vem, kaj bomo dobivali. Jaz sem tu, ampak to je moje osebno mnenje, pa tudi nisem strokovnjak za to, morda celo nimam prav. Določeno je pa NATO le nek garant varnosti. To pa je res. Tako da oboje moramo pogledati. Kar ste zdaj omenili, je sigurno nekaj res, da če bi bila Ukrajina članica zveze NATO, tega napada verjetno ne bi bilo, pa te agresije v Ukrajini. Verjetno ne, obenem pa tudi v bistvu NATO zdaj je na drugi strani, ker je dal že toliko orožja in tudi svetovalci in to. Bogi so pa ljudje, to je katastrofa. Tako da posredno so vpleteni v vojno, to seveda. Sigurno. Prej smo že omenila na nek način te rezultate na Koroškem. Ena ocena, ki bi lahko bila tudi laskava, da je, kot ste že prej rekel v napovedi, da je na Koroškem zmagal Jani Prednik v tem našem, v okraju Mežiške doline, ampak ta rezultat bi bilo treba osvetliti tudi iz več zornih kotov. V bistvu to ni rezultat, ki bi mu ga prinesel neki lider stranke, ampak mu je kvečemo, centralna politika kvečemo še kak odstotek glasov odnesla. In zaradi tega nekateri ocenjujejo, da je pač Jani Prednik tudi po na teh izhodiščih absolutni zmagovalec tudi koroških volitev, kot persona, ne kot politična stranka. In seveda, ker je na nek način tudi znotraj SD-ja je za 3-krat presegel količnik volilnega rezultata. No,
moramo le povedati, da povsod na Koroškem, pa tudi v Sloveniji je zmagalo s svojimi kandidati Gibanje Slovenija, mislim Svoboda. Tudi, če vzamemo tu gospoda Prednika, to je izjemen rezultat, ki ga je imel, najboljši od socialdemokratov v Sloveniji, delo je odlično. Jaz sem spremljal to, povsod se je udeleževal raznih teh shodov, pa eni se zafrkajo iz teh golaž srečen, samo očitno ljudje rabijo, da se z njimi, z volivci pogovarjaš in tako dalje. Jaz mislim, da gospoda Prednika, če ne bo naredil neke velike napake, čaka še kar neka karijera. Obenem moram pa pohvaliti tudi, recimo, tudi zdaj, da bom SDS, gospod, govorim za to Mežiško dolino, Loda je zelo tudi delo, trdo in tako dalje in imel tudi zelo dober rezultat. Podobno Gibanje Svoboda so poskušali nekaj narediti. Najmočnejšo kampanjo so v bistvu imeli, če jaz vprašam, osebno gospod Prednik in kot stranka SDS. Oni so dali ogromno denarja in tudi v te. Tako da v bistvu so po moji, taki, ne bom rekel, laični oceni, ampak so celo manj dobri, kot sem pričakoval. Prodajeno podvprašanje, ali bi lahko ocenili, da sedanji volilni rezultat zopet polarizira slovenski, bi rekel, prostor, ne samo politično, tudi sicer. In da tu zdaj na nek način je morda neka škoda, da se je v ta del povezovanja, ki ga je na nek način poskušala, bi rekel, lansirati gibanje Povežimo Slovenije, da ni prišlo v parlament, ker mi na nek način bi verjetno nujno rabili eno povezovalno strujo, ki bi na nek način premostila in postavljala most med tako imenovanimi levimi in desnimi. Sam ne vem, če je to Povežimo Slovenijo pravi naslov. Ampak kot ideja. Kot ideja ni slaba. Ampak tudi recimo take razlike po osamosvojitvi med levimi in desnimi še ni bilo. Po enih variantah vedno se je nekako, to je špekulacija, se je govorilo, da približno 60% volilnih upravičencev je levo orientirano in 40% nekako desno. Zdaj se je to še poglobilo. Nekdo je izračunal, mislim, da statistika je pač taka veda, ko je, da je trenutni rezultat 67-33. Hočem povedati, da vsaka dobra in uspešna družba ima dva pola, ki tekmujeta ideološko in tudi z ukrepi za prevlado v družbi, pa kakšni bojo naslednji ukrepi vlade in države. Torej močna, tako kot so rekli, žlahtna desnica je nujno potrebna. In levica, ki je zdaj tudi, ne govorim o stranki levici, levica je nujno potrebna. Zdaj se je vse dogaja na sredini, nekako. V tem primeru za levo sredino tudi Nova Slovenija sebe proklamira kot desno sredino. Tu bo prišlo, tako sem že rekel, ne samo 3 stranke se bojo povezale, celo 5 strank, po mojih informacijah, ker je to pa se je zgodilo na teh volitvah, morda malo preskakujem, očiščenje prostora, da rečem tako. Nekaj strank nima več variante. In če se ne bojo združile, tisti denar na 1% je prenizka zadeva, da lahko v 4 letih kaj narediš. In tudi nimajo, jaz mislim tudi Povežimo Slovenijo, ki ste omenili, se med njimi je zdaj razkol, ne bojo šli naprej. Morda lahko prideš spet kakšna stranka nova z novo idejo, ampak z enim pravim karizmatičnim voditeljem za to idejo. Pa rečemo zdaj, Državni zbor je opravil tisti nujni del, izvolil je predsednico in podpredsednico parlamenta, tako da to prvo dejanje je bilo upravljeno, pa da ne bi zdaj midva vsega predvidela, kaj še bo, pa kaj ni, bi midva počasi strnala ta najin pogovor, te komentarje, ki ste jih podal in na nek način rečemo, jeseni bodo še predsedniške volitve,
potem oktobra meseca bodo lokalne volitve in takrat se bomo zopet lahko šli morda že pred volitvami, ko bo več znanih podatkov, pa bomo kaj pokomentirali, pa kaj ugotovili, pa poskušali našim gledalkam in gledalcem omogočiti, da bojo se lažje odločili na naslednjih volitvah. Spoštovani Franc Juričan, hvala, da ste se odzval v vabilu. Spoštovani, vam pa hvala za pozornost in srečno.